Spoštovani, ponovno dobrodošli v UKC, hvala lepa, da ste se odzvali tudi na to novinarsko predpraznično konferenco. Strokovnim direktorjem bova na kratko opisala trenutno stanje v bolnišnici, ki je seveda bolj optimistično, kot je bilo še pred časom, stanje se izboljšuje, vendar med nami ni nobene evforije. Vemo, da je novi virus na pohodu, da se lahko marsikaj spremeni. Ampak kakorkoli stanje je boljše, mi smo naš kader deloma že lahko razbremenili, in pa tisto, kar je pomembno, da pa morda res zdaj vidimo, koliko ne bo bistvenih sprememb, neko svetlobo, ampak upam, da ni v predolgem tunelu. Pomembna informacija, mi smo se po sestanku z ministrom in pa župani in pa ostalimi zdravstvenimi zavodi v Štajerski regiji priključili tej dobri zamisli cepilnih dni. V Univerzitetnem kliničnem centru, v našem urgentnem centru zorganizirali cepilni center tudi preko noči. Za nas vse izredno presenetljiv podatek, da na noč precepimo preko 100 prebivalcev. Tudi sicer cepilni centri pri nas delujejo še naprej z polno paro. Res dosti ljudi se v teh časih cepi, kar je zelo pohvalno, kar je edina prava pot, da se nekje, tudi če bo ta nas omikron Štajersko regijo dosegel, smo nekje kar dobro zaščiteni. Tako da to zadevno hvala prebivalcem, očitno so spoznali, da je to način borbe pa predvsem v tem, kar skozi ponavljamo, ne samo za potencialno obolele covidne bolnike, njihove svojce, ampak tudi borbe, da bi čim prej zaključili s covid krizo, pa prišli na tisto našo siceršnje poslanstvo zdraviti vse ostale ljudi, ki niso covid prizadeti, pa nujno potrebujejo zdravniško obravnavo in počasi preiti v tisto fazo skrajševanja čakalnih dob in obravnave bolnikov, ki UKC Maribor nujno potrebuje. Ja, še z moje strani hvala lepa za vaš prihod. Čisto kratek bom. Z veseljem poročam, da je število pacientov danes najmanjše v zadnjih mesecih. V naši ustanovi se zdravi 109 pacientov, od tega 31 v intenzivni terapiji. Z veseljem poročam tudi to, da smo že zaprli enega izmed covid oddelkov, in sicer v prejšnjem tednu v okviru klinike za kirurgijo, in da načrtujemo zaprtje drugega oddelka, tu govorim zdaj o drugi etaži klinike za ginekologijo, še v tem tednu, če ne bo prišlo seveda do nekega dramatičnega obrata. Potem pa glede na situacijo pričakujemo tudi zmanjšanje števila postelj v intenzivni terapiji, zaprtje kakšnega oddelka v prihodnjem tednu, najverjetneje, kar bo bistveno olajšalo našo situacijo. Zdravstveni delavci se, kot je že povedal direktor, prerazporejajo na matična delovišča, povečujemo obrate, vendar se zavedamo, da so ljudje zelo izgoreli, iztrošeni, tako da v času božičnih praznikov in tik pred novim letom se seveda zavedamo, da nekih bistvenih povečanj ne bo mogoče napraviti. Se pa seveda zavedamo tudi, da nas čakajo veliki zaostanki, velike dolge čakalne dobe in da se bomo tega sistematično lotili v prihodnjem letu. Toliko. Zaenkrat, zdaj pa, če so kakšne vprašanja.
Ja, omikron zaenkrat se obravnava enako kot pa ostale različice, ni posebnih karantenskih odločb, oziroma karantenske odločbe so takšne, kot so na državnem nivoju, ampak kar se tiče zdravstvene obravnave pa namestitve pa ni drugačnih protokolov. Čakamo, če bo do tega prišlo, pravzaprav to pričakujemo. Skoraj nemogoče je, da se to ne bi zgodilo v naši ustanovi in v drugih ustanovah v Sloveniji. Upamo samo, da virus ni tako virulenten, da bi zahteval dodatne hospitalizacije. Po zdajšnjih informacijah je prenosljivost relativno zelo visoka, sama patogenost virusa pa ni takšna kot pri delta varianti. Tako da upamo, da je to res, seveda pa študije še niso dolgotrajne, na večjem številu pacientov in čakamo na te rezultate. Kakšne ukrepe si želite v luči teh prazničnih praznovanj in omikrona? Želimo si, da bi ljudje enostavno upoštevali nasvete stroke, ki so jasni že leto in pol. Socialna izolacija, maske, cepljenje, umivanje rok in tako naprej. Če se bomo tega držali, potem bomo virus lahko zadržali oziroma preprečili nekontrolirano širjenje. Še enkrat povem, če bo prišlo do 5. vala, bomo za vse paciente, COVID paciente, ki bodo prišli v našo ustanovo, poskrbeli. Velik davek pa plačujejo ne-COVID beli pacienti, kjer, kot veste, smo v preteklih tednih nismo mogli obravnavati niti pacientov za stopnjo nujnosti zelo hitro na kirurški kliniki. Rasle so čakalne dobe in to se ne sme ponoviti. Skratka, kriza je dosti globje kot zgledano zven. Za COVID paciente lahko poskrbimo, za bele paciente pa ne moremo in to že zelo čutijo tako pacienti kot tudi zdravstveni delavci. Če začnem z drugim vprašanjem, odpadalo jih je toliko, kot je manjkalo anestezioloških ekip in inštrumentark in anestezijskih sester. Konkretno povem, da je v najhujšem času 4. vala namesto 15 operacijskih dvoran v okviru klinike za kirurgijo potekal operativni program samo v 5, samo 33%. To so bili izključno pacienti, ki so potrebovali urgentno obravnavo, skratka politravme in podobno. Kardiokirurški pacienti, ki bi lahko umrli, če jih ne bi tiste dneve operirali, in pa onkološki pacienti. Pa še tukaj je kakšen dan prišlo do zastoja. Zdaj je ta situacija boljša, danes imamo namesto 15 program v 7 operacijskih dvoranah, tako da je tukaj stanje nekoliko boljše, ampak še zmeraj smo pod 50%. Tako da je to relativno veliko, če pa povem v konkretnih številkah. To je zdaj samo v okviru kirurške klinike, potem imamo še kliniko za ORL, oftalmologijo, ginekologijo in tako naprej. Skratka, operativni program je odpadal vse v 10 operacijskih, to se pravi okrog 40 operacij dnevno, kar je zelo, zelo velika številka. Še posebej, če to pomnožimo krat 10 pa krat 100, tako da te številke nas seveda zelo skrbijo. Kar pa se tiče dodatnih zaostrovanj ukrepov, jaz pravzaprav bi ljudem priporočal ali pa prosil ljudi, da pravzaprav upoštevajo zdajšnja navodila, ker če jih bodo upoštevali, ne bo potrebno zaostrovati situacije. Vse je v ljudeh, v predpisih je relativno malo. To ne moče čititi. Danes? Tega podatka nimam, lahko ga preskrbim po tiskovni konferenci. Ja, tam je v tem trenutku okrog 15 post-COVID pacientov, tako rečem. To so pacienti, ki so zelo, zelo prizadeti in brez ustrezne izvedbe rehabilitacijskih protokolov bi pravzaprav niso sposobni za odpust iz bolnišnice. Tako da trenutno 15 postelj, ampak se bojim, da bo potreba po teh posteljah še bistveno večja. Morate vedeti, da tam angažiramo ne samo pulmologe, pa fizioterapeute, ki se trudijo z pulmonalnim stanjem pacientov, ampak tudi iz vseh drugih zornih kotov. Ti pacienti dostikrat niso pokretni, niso sposobni niti samostojne hoje. Tako da
je tukaj zelo, zelo zahtevno delo za naše specialiste, medicinske sestre in pa tudi fizioterapeute. Hvala jim za to. Ne. Jaz se bojim, da mi vsega še pravzaprav sploh ne vemo. Ne. Mi vemo, na kakšen način virus prizadene pljučni sistem, kardialni sistem, so pa zapleteni na višjih nivojih, kot so na centralnem živčnem sistemu in podobno. Tukaj še ne vemo, na kakšen način se bo to vse manifestiralo. Tako da mislim, da bo ta kriza, COVID pandemija in pa prizadetost zdravstvenega sistema še mnogo večja, kot smo mislili do zdaj. To se bo vleklo mesece, jaz pričakujem tudi leta, in dodatna obremenitev sistema zaradi te pandemije. V tem trenutku tega ni mogoče oceniti, ampak če bo 10%, v naslednjih letih, je to enormen dodaten napor za zdravstvo. Samo en komentar na tole. Pred kratkim izredno gledljiva in poučna oddaja, da ne govorimo o tem, da vsi ti, ki so bili zelo anti-covid cepivci, da so se porajale misli, kak dan ali pa ura obiska v naših intenzivnih. Govorimo o oddaji, zelo poučen zaključek pri večini intervjujevcev, skozi to več ne grem. S drugimi besedami, to je sila resna bolezen, večina na srečo jih dejansko preboli bolezen z neko tako manjšo prizadetostjo, brez prizadetosti praktično nobeden. Nekaj procentov so pa življenjsko ogroženi. In ko ti bolniki se zrehabilitirajo ali pa zaključijo intenzivno zdravljenje, poznam tudi par primerov, mesece rehabilitacije, da so približno taki, kot so bili pred covidom. Ni se za igrati s covidom, resna bolezen je. Molnupiravira smo pravzaprav izdali izredno malo. Mislim, da mogoče na en recept, medtem ko Regenerona pa smo izdali precej več in se je tudi uporabljal. Je pa problem pri molnupiravirju, da če niso bili povsem usklajeni ti protokoli, napotitve in pa tudi osebna odgovornost zdravnikov, ki napotujejo oziroma ki izdajajo te recepte. Morate vedeti, da to zdravilo še ni registrirano in zaradi tega so se ti problemi pojavljali. V prihodnjem letu naj bi se ta registracija izvršila in takrat bo mnogo lažje. Morate vedeti, da vsako zdravilo, ki še ni registrirano, seveda prinaša nek rizik, in če je to individualno izpostavljeno pri posameznem zdravniku, je to velik zadržek. Lahko. Osebni zdravniki, tako, ja. Tako zdravnik kot tudi pacient se morate podpišete izjavo, da se zavedate in da zdravnik nosi osebno odgovornost. Mi smo pripravljeni na to, ampak do nas ne pridejo izdani recepti, ravno iz tega razloga, ki sem ga povedal. Naša lekarna pa je pripravljena, zdravilo imamo pripravljeno, protokol iz naše strani je izdelan, ampak kot rečeno, situacija je takšna.